Spoštovani obiskovalci, razstavljavci, dragi gosti. Lep pozdrav vsem na 22. jesenskem sejmu v Komendi. Posebej pozdravljam predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda dr. Mila Brgleza. Župana občine Komenda, gospoda Stanislava Poglajna. Državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magistrico Tanjo Strniša. Evropskega poslanca Nove Slovenije, gospoda Lojzeta Peterleta, s predsednico Nove Slovenije, gospod Milo Novak in poslanci Državnega zbora. Direktorja Zadružne zveze Slovenije, gospoda Bogdana Štepeca. Predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska. Vodja oddelka Zavoda za gozdove Slovenije, gospoda Jurija Begoša. Direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, gospoda Jožeta Beneca. Načelnika upravne enote Kamnik, gospoda Mihaela Novaka. Predsednika sindikata kmetov Slovenije, gospoda Antona Medveda. Sekretarko Mašo Habjan pri Kesaški zvezi Slovenije. Gospoda Janeza Golinška iz Kesaško-rejskega združenja Slovenije. Župane občin Kamnik, gospoda Marjana Šarca, Cerklje, gospoda Franca Čebula, Senčur, gospoda Cirila Kozjeka, Vodice, gospoda Acota Franca Šuštarja in Škoflice, gospoda Ivana Jordana. Izvršno direktorico Pomurskega sejma Gornja Radgona, gospod Matej Jaklič. Direktorja poslovne cone Komenda, gospoda Matica Romšaka in predstavnike Semenarne Ljubljana, Deželne banke Slovenije, kmetijske založbe in direktor Kmečkega glasa, gospoda Petra Zadela. Podžupan občine Komenda, gospoda Igorja Štebeta, svetnike in člane občinske uprave ter prežijskega obrata občine Komenda z direktorico magistrico gospod Majdor Ravnika. Predstavnike policijske postaje Kamnik s komandirjem Aleksandrom Perkličem in predsednika avtomotnega društva Kamnik, gospoda Vladimira Korosca. Predstavnike društva iz občine Komenda, medije in seveda vse razstavljavce. Spoštovani, naj takoj uvodoma povem, da je tudi tokrat na sejmu okrog 700 razstavljavcev, 80 jih je bilo nazadnje tudi v čakalni vrsti, če bi se kdo od razstavljavcev premislil za predstavitev na sejmu. Ta podatek je najbolj potrjuje zanimanje razstavljavcev za sejem v Komendi, saj so čakalne vrste za predstavitev na sejmu prej redkost kot pravilno. Tudi letošnji sejem ostaja zvest nekaterim tradicionalnim zanimivostim in raznovrstnostim v okviru izobraževanja in predavanja, pomen reje telet na kmetijah, razstava živine in namenjena pasmi haflingarjev v okviru kmetijsko-gozdarskega dela, posebnega predstavitev varnega dela z motorno žabo. V šotoru številka 8 se predstavljajo komenski podjetniki, obrtniki, kmetovalci, nekateri pa tudi na njihovih stalnih mestih na sejmu. Med njimi so tudi tisti, s katerim smo pred 22 leti začeli ta sejem. Zagotovili smo gostinsko ponudbo za zabavno glasbeno dogajanje za obiskovalce. Obisk sejma je tudi tokrat brezplačen, prav tako je brezplačno parkiranje, kakor tudi posebni avtobusni prevoze iz parkirišča v poslovni coni na sejem in sejma v poslovno cono. Konjeniški klub,
ki je danes med najboljšimi konjniškimi klubi v Sloveniji, bo tudi v prihodnje še naprej organizator sejma v Komendi, saj na ta način ohranja dejavnost in različne vsebine delovanja kluba kasaštva oziroma konjeništva. V prihodnje pa načrtujemo na sejmu tudi predstaviti dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, specializirano posebno predstavitev kmetij in cele Slovenije in različne druge predstavitve. Po pripravu, na primer ureditev tržnice, posebno skrb bomo namenili prostoru, še posebej klubskim prostoru je tudi pokritim razstavnim in konjeniškim površinam. S tesnejšim sodelovanjem s skladom kmetijskih zemljišč upamo, da bomo prav tako rešili nekaj prostorskih težav na razstavno-sejemskem delu. Vse našteto naj bi omogočilo tudi določeno specializacijo sedanjih dveh sejmov, morda še enega tretjega sejma. To torej pojasnjuje, potrjuje ohranjanje in tudi razvijanje sejma v Komendi in konjeniške rekreacije tekmovalne dejavnosti. Pomeni tudi razvoj dosedanjih prepoznavnih aktivnosti in uspehov komenskih občanov na različnih športnih, kulturnih in gospodarskih področjih v sodelovanju z občino v prihodnje. Spoštovani, naj končam željo čim več poslovnih uspehov razstavljavcev in prijetno počutje obiskovalcev med obiskom Komende na Komenskem jesenskem kmetijskem vrtnem sejmu. Nasvidenje prihodnje leto na Komenskem sejmu. Komendi, hvala.